Lepo pozdravljeni, predstavila vam bom predlogo iz zbirke Predlog Smart Lab, imenovano Zakriči na ves glas. Torej, dejavnost je primerna za zbiranje idej v obliki besedila ali sličic. Torej, učenci prispevke pošiljajo na zaslon oziroma interaktivno tablo v obliki besedila ali sličice. Pošiljajo jih lahko tako z računalnikov, telefonov ali tablic oziroma naprav, ki imajo dostop do spleta. Torej, tako kot sem že povedala, lahko so v obliki besedila, lahko pa so v obliki sličic. Recimo tukaj je ena naloga, kjer so učenci za domačo nalogo šli v naravo, pofotografirali različna drevesa. Naslednji dan, ko pa so se vrnili, sem naredila 2 kategoriji, v kateri so mogli razvrstiti sličice. Potem lahko jaz tudi tukaj, ko oni pošljajo, sličice razvrščam, če recimo katera napačna, jo lahko dam tudi v drugo kategorijo, lahko sličico vrnem nazaj, lahko jo tudi izbrišem. S pritiskom dejansko, če jo povlečem na tale koš. Tukaj lahko tudi označim, če želim, da se vidijo imena učencev, lahko pa to tudi izključim in se dejansko imena ne vidijo. Spodaj pa lahko označim, koliko prispevkov je dovoljenih maksimalno na enega učenca oziroma učenko. Zdaj, kako ta zadeva deluje? Učenci grejo na spletno stran hellosmart.com. To vam bom zdaj tukaj pokazala. Odpre se jim tale stran, kjer vpišejo tole identifikacijsko številko, ki je vedno enaka. Zdaj, če se vam tale številka ne pojavi, se morate vpisati, tukaj greste pod račun in pa prijava, se prijavite s svojim Google ali Microsoft računom. Za več informacij pa si lahko ogledate video vodič imenovan Smart račun. Tako, potem se učenci, tako kot sem že prej pokazala, vpišejo s tole identifikacijsko številko. V mojem primeru je že vpisana, kajti nekdo se je s te naprave že povezal in je ostala številka shranjena. Če pa potrebujem vpisati drugo številko, pa pritisnem na Join as a new class. Vpišem svoje ime in pritisnem na Join as a guest. Tako, tukaj se vidi, da se je že nekdo povezal, lahko bi se povezali iz večjih naprav. Tako, zdaj pa bom tukaj zaprla, da se bo lažje videlo. Tukaj pa bom pritisnila začni, da bodo lahko učenci začeli pošiljati prispevke. V tem primeru torej pošiljamo sličice. Recimo, odpri, poslala sem iglavca, moram izbrati seveda kategorijo in pa pošlji. Nekaj trenutkov traja, to je odvisno od spletne povezave, odvisno je tudi lahko od hitrosti interneta in pa od velikosti sličic. Tako. Dodala še bom enega listovca. Tako bi lahko učenci hkrati, več učencev hkrati pošiljalo, tukaj pa bi se videli njihovi prispevki. Tako, zdaj lahko jaz to tudi obračam. Tako, da se vrnem nazaj v pogled učitelja. To je bila tale dejavnost, zdaj pa vam bom pokazala, kako takšno dejavnost pripraviti. Dodala bom novo stran. V orodni vrstici poiščem ikonico Smart Lab. Izberem dejavnost Zakriči na ves glas. Tukaj pa imam 2 opciji. Naključni izbor, to pomeni, tako kot smo na prvi prosojnici, so bili tile prispevki razvrščeni po celotni strani. Tam smo torej izbrali naključni izbor, v drugem primeru pa sem izbrala kategorije, ki sem jih imenovala iglavci
in pa listavci. Tukaj moram izbrati, v kateri obliki želim, da so prispevki. V drugem primeru sem imela sličice, v prvem pa besedilo. Recimo, da izberem besedilo in pa največje število prispevkov na učenca. Tukaj lahko tudi kasneje spreminjam. In pa če želim, da se imena učencev prikažejo ali skrijejo, tudi to lahko potem spreminjam. Dejavnost lahko tudi kasneje uredite, če želite. Ko želite, da se dejavnost začne, pritisnite na začni in dejavnost se bo začela. Če želite, da se vam na celotnem okencu večje pokaže spletna stran in pa identifikacijska številka, tukaj pritisnite na tole puščico. In ko želite, da se zapre, pritisnete na X. To je to. Hvala za ogled videa.